dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Danes vam bomo predstavili AKU Tactical Škorenj, in sicer Pilgrim Combat GTX. Sama firma AKU je italijansko podjetje. Njeni začetki segajo v prejšnjo stoletje, ko so se začeli ukvarjati predvsem z gorsko obutvijo, namreč prihajajo iz območja Montebellune, Treviso, in to je območje, kjer je v vznožju gora, in takrat so pač ljudje, ki so hodili v gore, plezalci, se oglašali v teh krajih in se je tu razvila čevljarska industrija in so se specializirali v gorsko obutev. Z leti pa so začeli ponujati tudi taktično obutev in to jim gre zelo dobro. Namreč konkretno tale model Pilgrim Combat GTX je v uporabi v redni vojski Britanskega kraljestva. Poleg tega pa opremljajo tudi švicarsko vojsko z modelom KS Schwer, dansko vojsko z modelom Grifon kot zimski škorenj, KS Schwer je kot škorenj za gorsko udejstvovanje. Razvili so tudi škorenj Spider za US Navy Seals in Green Berets ter za specialne padalske enote TSC, ki ga pa uporablja tudi slovenska vojska. KS Schwer tudi kot zimski škorenj uporablja slovenska vojska. Tako da teh uporabnikov, kar se tiče profesionalnega segmenta, je ogromno. Kar se tiče pa taktičnega, je pa tu zelo znana Selvatica, se pravi, gre za lahek taktični škorenj, in pa zdaj v letošnjem letu so dali v ponudbo tudi Sentinel. Vse te škornje vam predstavimo v enih od naslednjih vlogov. Tokrat pa, kot rečeno, se bomo osredotočili na Pilgrim Combat GTX. Se pravi, škorenj je vsestranski, vseletni, kar pomeni, da ga lahko uporabljamo tako v mestnem okolju, v urbanem okolju, uporabljamo ga tudi za vožnjo v vozilih, za vzpenjanje po lestvah, se pravi v gorah, tudi kot gorski škorenj je uporaben. Uporaben je tudi kot škorenj v blatu, v gozdu in pa tudi v nekem lahkem, lažjem snegu. Ima Gore-Tex membrano, kar pomeni, da je nepremočljiv. Zdaj, sam zunanji del je v spodnjem obsegu iz usnja, kateri je obložen z filmom Biecastom za dodatno zaščito. Vsi šivi so dvojni in je kombinacija usnja ter balistične tkanine. Razlog je v tem, da se doseže na sami lahkosti škornja, namreč en kos, polovica para, se pravi en čevelj, tehta zgolj 600 gramov. Sama tkanina v kombinaciji z usnjem pa tudi poveča samo dihanje in udobnost, namreč uporabljena je tako imenovana R8000 tehnologija, kar pomeni, da če primerjamo nek primerljiv škorenj z Gore-Tex membrano, ki je nepremočljiva, in če primerjamo ta škorenj, ki ima R8000 tehnologijo, potem se ta dokazano 11-krat hitreje posuši, če ga damo v vodo oziroma če pride do vdora vode. S tem je tudi dihanje večje in s tem tudi v primeru, navkljub temu, da imamo Gore-Tex, je škorenj uporabljen tudi v vročem vremenu. Uporabljali so ga tudi v Afganistanu, v Iraku, navkljub temu, da gre tam za puščavsko območje. Namreč bi se nekdo vprašal, zakaj. Razlog je v tem, ker je bilo potrebno hoditi tudi preko teh kanalizacijskih kanalov, se pravi, kjer so prisotne fekalije,
in sama Gore-Tex membrana je to preprečevala, da bi te fekalije z samo vlago, z samo tekočino prodrle v notranjost čevlja do samega stopala uporabnika. Zdaj, če gledamo naprej, sam vezalni sistem je zelo oprijet. Spodnji del je iz usnjenih ušes. Prednost tega je, da zelo lepo objame nogo, se pravi poveča samo udobje, samo zanesljivost pri stopanju. Zgornji del pa je tule rinka za zategovanje in pa dva para D obročkov za boljše zategovanje in za hitrejše obuvanje in sezuvanje. Za hitrejše obuvanje, sezuvanje tudi skrbi samo uho na hrbtni strani škornja. Ker ne gre za izpostavljene dele, se pravi ni nekih ring, ki bi bile izpostavljene, je škorn uporaben tudi v padalskih aktivnostih, saj je s tem, ker ni izpostavljenih delov, preprečeno, da bi se padalske vrvice kjerkoli ujele in s tem ogrozile padalca. Sam podplat je vibram s strateško in taktično nameščenimi ušesi, namreč razporejena so tako, da v primeru blata so samo očiščevalna. Se pravi, mi ko hodimo, se pravi sam čevelj, sama razporeditev ušes izmetuje blato ven iz profila. Hkrati nudi zelo dobro protizdrsno funkcionalnost, tako na mokrih kot tudi na ledenih ploskvah, in pa omogoča zelo dober oprijem tako v smeri spredaj-zadaj, kot v smeri levo-desno, se pravi tudi v terenih, ki visijo z naklonom. Notranjost je obložena z Gore-Tex membrano, se pravi Gore-Tex membrana je v obliki nogavice, kar pomeni ni nikjer šivana, ampak je iz enega dela nameščena v sam škoren, vključno z jezikom. Sam jezik je integriran v škoren, se pravi ne gre iz dodatnega dela in skozi tale del tudi ne prodre vlaga v notranjost, se pravi vidimo, da je dejansko Gore-Tex obložen po celi površini. Tisto, kar je pomembno, je, čevelj je narejen v Evropi, konkretno ta model v Srbiji. Tule vidimo številko. Ta številka pomeni, da ker gre za ročno izdelan škoren, gre za to številko do sledljivosti do določenega profesionalnega čevljarja. Se pravi, vsak čevelj ima sledljivost, kateri čevljar v tovarni v Srbiji je konkretno ta škoren naredil. V notranjosti se nahaja tudi stelka oziroma vložek, ki je antibakterijski. Njegova funkcionalnost je, da poleg blaženja poveča tudi izboljšanje mikroklime v samem škornju, namreč ta zgornji del odvzema vlago iz notranjosti in jo prenaša v spodnji del filca, kateri potem to vlago absorbira in kateri se potem dejansko da ven, da se potem to posuši. Kot rečeno, sama teža je 600 gramov, kar je zelo lahko. Tisto, kar lahko še povemo, je, da je to vse sezonski čevelj, se pravi, ga lahko uporabljamo tako v pomladnem, letnem
kot zimskem času, ker je Gore-Tex membrana. In pa ja, Aku značilnost je, da ima tudi eliko. Elika je sistem, kako oni zgradijo kopito. Namreč pri njih je kopito pri Aku je tako zarotirano. Se pravi, sprednji del je nagnjen v eno stran, zadnji del pa v drugo stran. S tem simulirajo in omogočajo samemu uporabniku naravni korak. To konkretno pomeni, da bo uporabnik tudi po 8 urah nošenja se počutil udobno, se pravi, to preprečuje utrujenost. Hkrati ima Aku posebnost, da je ta sprednji del zelo širok, visok, kar pomeni, da lahko mi prste premikamo. To je zelo uporabno takrat, ko smo mi v nekem zimskem času in če bi imeli mi stisnjene prste, bi prišlo do zmrzovanja, do bolečin in s tem je to pač rešeno. Aku ima polovičke v velikostnih številkah. Original so v angleških številkah, potem so pa pretvorjene v evropske številke. Se pravi, številke se merijo po dolžini samega stopala in med posameznimi številkami je razlike do 5 mm. Se pravi, po 5 mm grejo številke naprej. Tale konkretno škorenj je v rjavi barvi, obstaja tudi v črni barvi, se pravi za tiste, ki bolj operirajo v mestnem okolju, in pa obstaja tudi v višji verziji, kar pomeni, da je ta zgornji del povišan namesto 2 parov s 4 pari. To je uporabno takrat, kadar smo mi večji del v nekem visokem snegu ali pa recimo, če smo prisotni v nekih močvirnih situacijah, kjer imamo več takšnih situacij, kjer se nam sam škorenj poglablja v neko materijo. Tako da ja, tudi širina je na voljo v wide verziji, za tiste, ki imajo široko stopalo. Konkretno tale model je na zalogi v vseh številkah pri nas v Sloveniji, tako da vabljeni ste, da pridete, probate, ker še vsak, ki je dal to na stopalo, je bil res vrhunsko navdušen, kar to nas tisto veseli, ko vidimo, koliko so ljudje navdušeni, ko enkrat probajo tale škorenj, ali pa vse Aku škornje, ker rečejo, wow, nekaj takšnega sploh še nisem, koliko so to lahki, koliko so to udobni. Tako da ja, vabljeni, da se oglasite pri nas, pokličite, pišite, pa se dogovorimo za uro. Tako da ja, definitivno škorenj, ki bi ga mogel vsak imeti, ne glede na to, ali ste nek taktični navdušenec, airsoft igralec ali pa recimo vojak, lovci, gozdarji, ribiči, vse splošen terenski čevelj. Tako da ja, v komentarju bomo delili povezavo, kjer si lahko pogledate potem več o samem škornju, o samih karakteristikah tehničnih. Tako da ja, lajkite, šerite, imamo YouTube video kanal, kjer se naročite, pa pokličite, se slišimo, kupite, pa opremite se na opremljen.si. Zdaj pa še malce pokažemo, tako počas, okrog. Eni to dajo pač na nek vrtalni element, pa potem dobijo profesionalnega fotografa. Mi v B33 opremljen.si pa kar tako. Tak, lepo, sred gozda, tam, kjer ta čevelj tudi sodi. Nič, se vidimo. Tako, klasika je, da takrat tudi, ko Bogo reče se vidimo, pa opremite se, moraš še kaj pokazati, ker vedno kaj najde. Tako v gozdu se vedno kaj najde. Tukaj, kar bi delili z vami, je
stopinja od enega takšnega velikega divjega prašiča. Namreč, če pogledamo recimo tule, kako je velika, se pravi, tole je stopinja od divjega pujsa. Ne? To mora biti en velik divji pujs, ki ga definitivno ne bi želeli zdaj srečati. Tako da ja, lovci, to si nabavite, pa pejte iskat pujse.